Dober večer. Novomeška Krka je v prvih 9 mesecih tega leta prodala za skoraj 858 milijonov evrov izdelkov in storitev, kar je 5% več kot v enakem lanskem obdobju. Medtem ko se je dobiček skupine povišal za 12% in znaša slabih 125 milijonov evrov. Prodaja na trgih zunaj Slovenije je bila več kot 92%. Družba Krka je v tem obdobju prodala za dobrih 835 milijonov evrov izdelkov in storitev, kar je 11% več, ter ustvarila slabih 117 milijonov evrov dobička oziroma za 9% več kot v enakem obdobju lani. Krka je izrazito povečala prodajo v vzhodnji Evropi. To se pravi državam bivše Sovjetske zveze brez baltiških držav, kot vidite v regiji vzhodna Evropa, kjer imamo indeks 124 oziroma za dobrih 58 milijonov evrov povečanja prodaje glede na enako obdobje lanskega leta. Druga največja prodajna regija je Srednja Evropa, kjer so zabeležili za odstotek nižjo prodajo. Sledi regija Zahodna Evropa in čezmorska tržišča s prodajo manjšo za 2%. V jugovzhodni Evropi so prodali za 4% manj v primerjavi z enakim obdobjem lani. Se tukaj vidi, da Slovenija kot domači trg predstavlja v prvih 9 mesecih le 7,6% celotne prodaje in seveda ta odstotek bo v bodoče še padal. To je tudi v planu za 2014 nekako zapisano. Krka proda 83% izdelkov na recept in je prodajo povečala za 5%. Mi smo tudi pri izdelkih brez recepta povečali prodajo za skoraj 11 milijonov ali za 14%. Potem veterinarski izdelki so približno na lanskoletnem nivoju, pri zdraviliško-turističnih storitvah pa gre za 6% padec. To se pravi, Terme Krka so zabeležile v prvih 9 mesecih glede na enako obdobje lanskega leta 6% padec. V 9 mesečju tega leta so registrirali 13 novih izdelkov v različnih oblikah in jakostih. Kar je izrednega pomena, mi smo v prvih 9 mesecih pridobili 382 novih registracij. Če pa dobiš novo registracijo, pa pomeni, da v bistvu dobiš poenostavljeno povedano spričevalo, da lahko določen izdelek prodajaš na določenem tržišču. V prvih 9 mesecih letošnjega leta so v skupini Krka za naložbe namenili 109 milijonov evrov, od tega skoraj 77 milijonov v obvladujoči družbi in dobrih 32 milijonov v odvisnih družbah. Namenjene so predvsem povečanju in posodobitvi proizvodne in razvojno-raziskovalne infrastrukture. Sicer pa se večina Krkinih naložb nadaljuje iz minulega leta. Povsem normalno in v vseh zadanih okvirih poteka izgradnja novega obrata Notol 2. To je največja investicija v Republiki Sloveniji, ki bo Krki, proizvodnja se bo začela leta 2015, dala dodatnih 4,5 milijarde kapacitet v obliki kapsul in pa tablet. V teh dneh končujejo veliko naložbo v sklopu farme GRS, ki je bila vredna 45 milijonov evrov, tukaj smo dobili tudi več kot 10 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. Na lokaciji v Krškem tudi poteka izgradnja, povsem skladno z načrti, tako da bo proizvodnja stekla do konca leta 2014. V Ločni je poleg Notola 2 gradbišče za proizvodnjo injekcij, kjer bomo kapacitete povečali na 130 milijonov injekcij v enem letu. V teh dneh pa so začeli tudi gradnjo vodarne 2. Ta projekt je vreden skoraj 14 milijonov evrov, bo zgrajen do konca leta 2014 in seveda tukaj je potrebno povedati, da Krka tudi zaradi investicije v Notol 2 potrebuje od leta 2015 naprej bistveno več pitne vode, kot jo potrebuje danes. In zaradi Krka tudi zelo podpira prizadevanje občine Novo mesto in nekaterih drugih občin, ki želijo do leta 2014 ali vsaj do začetka 2015 bistveno povečati kapacitete vodovodov.
Glede na to, da bo leta 2015 začel obratovati Notol 2, se bo potreba po pitni vodi še povečala, je poudaril Colarič, ki se je dotaknil tudi pomena izgradnje tretje razvojne osi. Zaradi tega je ta izgradnja omrežja izrednega pomena tudi za Krko. Tukaj ne bi pozabil tudi na elektrozanko, to se pravi tudi preskrba z električno energijo bi morala biti izboljšana in tudi na tem se dela, kar se pa tretje razvojne osi tiče, je pa to v dobro predvsem Krkašev in Krkašic in samega Novega mesta. V Novem mestu, koliko razumem, ker nima pač nobene obvoznice, je to zelo velik problem. Velik problem je pa seveda predvsem v konicah, tako da mi seveda izgradnjo tele tretje osi na vsak način zagovarjamo, tako Krka kot Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Velik projekt novomeškega farmacevta je tudi v Ruski federaciji. Ta projekt, kot smo povedali, je vreden 135 milijonov evrov. Ta prva faza 95 milijonov evrov, prva faza je končana. In kar je izrednega pomena, mi smo tudi Krka Rus proizvodni del že zgradili in smo v oktobru začeli ne samo s poskusno proizvodnjo, ampak redno proizvodnjo najprej na pakirnih linijah. V novomeškem farmacevtu pričakujejo, da se bodo do konca leta približali načrtovani prodaji v višini 1,2 milijardi evrov. Istočasno pa ocenjujemo, da bo pa dobiček, ali počasi smo temu rekli neto dobiček, pa nekaj višji ali malo višji od tistega, ki je bil lansko leto in ki smo ga načrtovali za letošnje leto. V skupini Krka za prihodnje leto načrtujejo prodajo v višini 1,245 milijarde evrov. Načrtovani dobiček za leto 2014 bo na ravni dobička tega leta. Za naložbe, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti ter infrastrukture, naj bi namenili 164 milijonov evrov. Za prihodnje leto načrtujejo povečanje števila zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer za dobre 4%. Krkina uprava je sicer pred dnevi sprejela strategijo razvoja skupine za obdobje od 2014 do 2018. Za novo 5-letno strateško obdobje je predvidena povprečno najmanj 5% letna rast in to organske prodaje. To se pravi brez akvizicij, brez joint venturov in podobnih zadev. Med osnovnimi strateškimi usmeritvami ostajamo trdno na tistih področjih, kjer smo že danes močni. To so zdravila za bolezni srca in ožilja, zdravila za bolezni prebavil in presnove, pa zdravila za bolezni osrednjega živčevja. Hkrati bodo vstopali na nova terapevtska področja, kot je onkologija. Mi predvidevamo tako, da bo dobršen del teh novih terapevtskih skupin pridobljen na ta način, da bomo po vsej verjetnosti s partnerji naredili joint venture in skupaj sodelovali razvojno, proizvodno, pa tudi na marketinško-prodajnem področju. Na marketinškem-prodajnem področju mi na tistih trgih, kjer smo mi tradicionalno močni, to je na severnem delu, bom rekel, zemlje, drugi pa na ostalih kontinentih. Rasli naj bi na vseh programih, dodaja Colarič, medtem ko se obetajo spremembe tudi pri dividendni politiki. Namreč gre za to, da smo mi imeli v sedanji strategiji zapisano, da bomo tam 1/3 tekočega dobička uporabljali ali pa do 1/3 tekočega dobička skupine uporabili za izplačilo dividend. Ta odstotek zvišujemo iz 33% na 50%. Toliko konsolidiranega dobička naj bi torej namenili za dividende, a bodo pri tem upoštevali morebitne velike naložbe in prevzeme, dodaja Colarič. Razveseljiva vest za krkaše v Sloveniji je tudi tam, da bodo prihodnji mesec prejeli božičnico v višini dobrih 1250 evrov bruto, kar je 2% več kot lani. V 9 mesecih leta 2013 se je sicer število zaposlenih v skupini povečalo za 453. Konec septembra je bilo zaposlenih 9914 krkašev, kar je 5% več kot na začetku leta.
Občina Trebnje je v zadnjih letih za ureditev infrastrukture v romskem naselju Hudeje namenila 1,3 milijona evrov. Večinoma gre za nepovratna sredstva. Minuli teden so nove pridobitve, vredne 430 tisočakov, tudi uradno predali namenu. Zadnje pridobitve v naselju so del asfaltirane ceste s pločnikom, čistilna naprava in povezava kanalizacije na njo. Za projekt so prejeli dobrih 400 tisočakov iz državnega proračuna, ostalo je dodala občina. In moram reči, da smo s tem načinom financiranja vseh teh razpisih pridobili pravzaprav tista bistvena sredstva za to infrastrukturo, kar me veseli. To se pravi, da smo pripravljeni na prihodnost, da smo pred novimi projekti v tem samem naselju, kar se tiče vrtca, kar se tiče, bom rekel, tudi za mehke projekte objekta. V naslednjem letu upam, da bomo še to postorili, tako da potem smo pa sem še pred izzivom, da upeljamo tudi socialno podjetništvo in da to populacijo Romov tudi zaposlimo, to se pravi, da se bodo vključili v družbeno dogajanje tudi z zaposlitvijo, če nam pa še to rata, potem smo pa na konju. Na čistilno napravo za 500 populacijskih enot se bodo lahko najprej priklapljala gospodinjstva v romskem naselju. Je pa potrebno plačati komunalni prispevek, tako kot vsi prebivalci, in to se pravi, zdaj so te možnosti vzpostavljene. Ker je bilo to financirano večinoma iz državnega proračuna, bodo te komunalni prispevki veliko cenejši nekje drugje, kjer je bilo to iz občinskih sredstev. Ker mi komunalnega prispevka za tisto, kar je dala država, zraven ne smemo vračunovati, ali pa Evropa. Medtem ko pa tisto, kar so občinska sredstva, tisto pa je. To se pravi, da bomo mi vendarle minimalen delež obračunali komunalnega prispevka, tako da bo sorazmerno za Rome pocen ta komunalni prispevek. 35 gradbenih dovoljenj je izdanih, to se pravi, da ima 35 gospodinstv v tem naselju možnost priključitve, lahko jutri, če je treba, to se pravi, nekaj pa tudi je že priključenih. Če bodo v prihodnje želeli na čistilno napravo priključiti še druga okoliška naselja, jo bodo morali ustrezno razširiti, še dodaja. Sicer pa je Kastelic prepričan, da je v Sloveniji možnost za ureditev infrastrukture v romskih naseljih velika. Problem je v Sloveniji samo to je 3 milijone približno vsak leto na voljo. Problem je samo korajže občinske uprave pa župana, če je za to pripravljen, to se pravi, pa če ima tiste predpogoje, to se pravi, da je zazidljiva zemlja, kar smo mi tudi vzpostavili tukaj. In če ima to korajže, ker je pa zelo prisotno negodovanje ostalega prebivalstva, kajti tako, ko je zdaj izrihtano to romsko naselje, praktično ni nobena vas v občini Trebnje. Jasno, da država v tem evropski perspektivi, ki jo načrtujemo, finančni perspektivi, bo poskušala te stvari tudi naprej peljati. Trenutno v proračunu Republike Slovenije konkretno za te razpise denarja ni, ampak se pa delajo načrti, da bi preko evropskih sredstev začeli postopno urejati, celostno urejati tudi vsa druga naselja. In če pogledamo malo po Dolenjski Belo krajini, mislim, da že imamo tudi kakšen tak primer, ki je tako celostno zaključen, kar primer v Semiču ali kjer drugje, kjer se je, bi rekel, z roko v roki dosegla neka stopnja razvitosti, kot jo danes tukaj spremljamo. A osnovna komunalna infrastruktura v romskih naseljih ni dovolj, je prepričan predsednik foruma romskih svetnikov. V romskem naselju je treba tudi zasidrati sidro, ki bo romskemu naselju dajalo neko vitalnost. In ta vitalnost je, da bodo Romi lahko preko teh elementov od zgodnje socializacije do, bi rekel, pridobitve izobrazbe, pozneje do zaposlitve, postali zaposleni davkoplačevalci. Samo na takšen način, ko bo sestavljen mozaik v tej intervenciji, bodo Romi lahko soprispevali v okolju, v katerem živijo. In to je zelo pomembno. Žal se to ne dogaja vse povsod, ampak Hudeje so dober primer in dober začetek, da se to tudi v nadaljnje zgodi. Torej to, kar danes pričakujemo od občine, od države in od samih Romov, da v bistvu čim prej dvignejo socialni, ekonomski kapital in da v bistvu postanejo subjekt
lastnega razvoja. Torej Roma osamosvojiti od nekega socialnega transferja in ga seveda v bistvu vključiti v sistem družbe, ki ima neke norme. Torej, da je zaposlen, da zavestno skrbi za svojo družino in da se skladno razvije z vsemi normami. V romskem naselju Hudeje imajo sicer zdaj praktično vse, od vodovodnega do kanalizacijskega omrežja in od elektrike do javne razsvetljave. Brezposelnost mladih je pereč problem ne le v Sloveniji in na Hrvaškem, ampak skorajda v vseh evropskih državah. Z vstopom naše južne sosede v Evropsko unijo pa se lahko izboljša sodelovanje tudi na tem področju, kjer bo ključnega pomena mobilnost mladih. Na okrogli mizi Slovenija in Hrvaška skupaj v EU, priložnosti in izzivi so se v Novem mestu zbrali predstavniki obeh strani in predstavili zdajšnje stanje v obeh državah. Slovenska vlada je sprejela nekaj konkretnih ukrepov. Jaz upam, da bodo v praksi tudi spodbudili to, da bo več priložnosti za zaposlitve mladih. Jamstvo za mlade je ena od takih možnosti, več denarja bo namenjenih za tiste prve zaposlitve, za tisto prvo vajeništvo za mlade, takoj po končanem izobraževanju, tako da vsaj v tistih prvih 4 mesecih bi dobili zaposlitvene priložnosti. Evropska unija je sprejela dogovor, da 6 milijard evrov vloži za to jamstvo za mlade, ampak dejstvo je, glede na številke brezposelnosti, da bi rabili veliko več milijard evrov, 20 milijard. Mi imamo prema zadnjem Eurostatu čak i 52% nezaposlenih mladih, mislim nezaposlenih mladih do 25 godina. To je treća stopa nezaposlenosti, najveća u Europskoj uniji nakon Grčke i Španjolske. Dakle, Hrvatska ima tu jedan ozbiljan problem. Naravno, ulaskom u Europsku uniju otvaraju se nove mogućnosti, na primjer korištenja dio tih sredstava koji su predviđeni u projektu Jamstvo za mlade ili Youth Guarantee. To je jedno 6 milijardi eura koje je predviđeno za ovu financijsku perspektivu. Mladi pri nas morajo biti tako še posebej iznajdljivi in ustrajni, da so uspešni pri iskanju zaposlitve. Danes je tako težka situacija, da mladi morajo imeti tudi tisti svoj pogum in inovativnost, da se sami znajdejo in da za iskanje takih zaposlitev verjetno morajo investirati veliko več energije in jaz upam, da bojo uspeli z tako svojo lastno tudi prodornostjo. Mi se lotevamo z različnimi projekti. Tako smo že pred 2 letoma zastavili projekt Mladi Eko-in, ker smo se usmerili na mlade in se pravi preko podjetniških krožkov skušali spodbuditi njihovo podjetniško zavest. Nekako nadaljevanje tega je potem išlo tudi društvo Startup Novo mesto, ki nadaljuje s tem spodbujanjem in pa v okviru razvojnega centra trenutno teče tudi druga skupina Podjetnost spet podjetništva, kjer za dobo 4 mesecev zaposlimo 10 mladih, ki ima neko svojo idejo, v tej dobi 4 mesecev svojo idejo razvije in dejansko izhod iz tega je potem samo zaposlitev. S tem pridobijo tudi kompetence in znanja, da so bolj zaposljivi. Nezaposljivost mladih na Hrvaškem pa ni pereča težava le za njihovo gospodarstvo, ampak tudi za družbeno kohezijo. Od medsebojnega sodelovanja si obe strani precej obetata. Mislim da je mobilnost, pogotovo mladih, izuzetno bitna. Naravno, to bi trebalo dovesti i do određenih političkih odluka da se omogući i slovenskim državljanima zapošljavanje u Hrvatskoj, ali i hrvatskim državljanima zapošljavanje u Sloveniji. Do te liberalizacije očito ćemo još malo čekati, ali to je jedan smjer kojim se mora ići. Jaz mislim, da z odprtjem meja, z odprtjem oziroma z članstvom Hrvaške v Evropski uniji je gotovo sodelovanje tako gospodarsko na vseh področjih veliko tesnejše. Jaz verjamem, da sta državi to že do zdaj v veliki meri izkoriščali, zdaj pa bo še toliko lažje. Tako da vsaj na obeh stranih meje, ko gre za tisto večjo bližino, da te priložnosti bodo. Verjetno jo bojo hrvaški mladina bolj izkoriščala kot slovenska, ampak na vsak način vsako članstvo v Evropski uniji okrepi sodelovanje. Razvojni center je v preteklosti s hrvaškimi partnerji sodeloval že v številnih projektih.
za naprej imamo že prijavljene na razpise nekatere projekte. Torej, oblikovali smo območje Slohra, kjer sodelujejo 3 hrvaški in 3 slovenski partnerji. Dosedanji projekti, pa kateri so bili izvedeni, kot že omenjeno, ta Mladi Eko-in, potem GlobalNet. Na nove razpise pa imamo prijavljene projekte na področju socialnega podjetništva, potem nekaj tudi turizma, tako da mislimo to sodelovanje še naprej ohraniti. Medregionalno povezovanje med državama bo predvsem priložnost za mala in srednja podjetja. Tako skušamo pri teh projektih biti sfokusirani tudi na majhna in srednja podjetja. Vsekakor z vstopom Hrvaške v EU se te, se pravi, ovire še padajo, tako da vsekakor je v novi perspektivi sodelovanje med slovensko in hrvaško stranjo zelo mogoče. Volja po sodelovanju in rešitvah vse večjega problema je, zdaj pa so na vrsti dejanja. Spodbudnejša zgodba o mladih pa sledi v naslednjem prispevku. Nekatere pozitivne izkušnje in odlične zamisli nadebudnih podjetnikov iz lokalnega okolja so dokaz, da ni nikoli prezgodaj za vstop v svet podjetništva. Tega se zavedajo tudi v novomeški gimnaziji, kjer so pred dnevi izvedli 3-dnevni podjetniški maraton Startup. Predstavilo se je 5 tekmovalnih ekip, zmagala pa je zasedba, ki so jo sestavljali Luka, Katarina, Nejc in Darko. Njihova zamisel je Bilscan, katera bi omogočala učinkovito shranjevanje in beleženje računov ter nadaljnjih, ko gremo v trgovino in hočemo garancijo uveljavljati, da bi imeli to vse v neki bazi shranjeno in da nam ne bi delalo preglavic iskanje teh računov in garancij. Nimamo neke velike konkurence oziroma take aplikacije, ki bi bila izrecno na račune skoncentrirana, je še ni. Mi bi naredili tako aplikacijo, ki bi res bila uporabna za vse starostne skupine, bila bi izredno enostavna za uporabo in tudi učinkovito bi delovala. Ja, ideje so zelo zanimive in prav vidi se, koliko imajo mladi idej, novih idej, drug pristop. Gledajo vse ideje so čez internet pravzaprav, ki za nas starejše so malo čudne, ampak meni se zdijo zelo zanimive. To bo bodočnost. Čim prej, tem boljše. To jim bo koristilo tudi v njihovem osebnem življenju, saj se moramo podjetniško obnašati skozi na vsakem koraku. Startup gimnazije Novo mesto je zaživel tudi pod mentorstvom podjetniškega krožka, ki mladim omogoča, da se čim prej spoznajo s tem svetom. To je v bistvu 3-dnevni startup, na katerem dijaki od prve ideje do prototipa razvijajo rešitev oziroma nek problem, ki so si ga zastavili. Današnji namen je v bistvu, da mladim predstavimo podjetnost, da to ni nič takega, da če imajo svoje ideje, naj probajo. Mi smo z nekim velikim namenom tudi v bistvu poklicali mentorje, da so jih prišli spodbujati in bodriti. Dobili so tiste prave izkušnje že izkušenih podjetnikov in pa v bistvu tudi izkušnje mladih podjetnikov. Eden izmed njih je na primer Lumu, ki je na Kickstarterju dosegel velik uspeh. Mladi so se na startupu predstavili zelo raznolikimi in zanimivimi idejami. Moje mnenje je, da so predstavili zelo kakovostne ideje. Mislim, da ideje so perspektivne. Naša velika želja je, da se ta dogodek ne konča danes tukaj v tej avli, ampak da se te ekipe spodbudi, da dejansko razvijajo te ideje. Mi smo stopili že v stik z določenimi osebami, kot je Startup Novo mesto, kjer bodo Dolenjci nadaljevali svoje delo. S Kekovnikom smo stopili v stik, da bomo tudi tam v bistvu usmerjali bolj ljubljanske dijake in pa Velenjčane. Tako da jaz si želim, da ta dogodek se ne bi končal danes tukaj. Tovrstni projekti so tudi dobrodošlica v svet podjetništva za številne mlade, ki so se iz tega ali onega razloga navdušili nad to poslovno vejo. Zaradi tega, ker vem, da ti ni nič rečeno, da ko končaš srednjo šolo oziroma potem tudi faks, da boš dobil nekoč službo, pa tudi želim si imeti sam nekoč svoje podjetje. Na gimnaziji smo imeli 2 leti nazaj predstavitev enega podjetniškega mentorja, ki me je s svojim govorom tako navdušil, da sem se
odločila, da se bom včlanila v podjetniški krožek in od takrat naprej sva skupaj s tem krožkom neločljiva. Mi se danes moramo zavedati, da v bistvu ne živimo več v času, kjer boš bil pridan v šoli, pa boš naredil fakulteto s lepimi ocenami, pa te bo čakala služba. Tega pač danes ni več. Želimo jih v bistvu pripraviti, da morajo znati prodati in tako svoje ideje, kot tudi sebe. Če bomo danes dobili 3 super zaposljive kandidate, bo naš namen v bistvu že tudi zelo visoko dosežen. Zavedamo se, da je konkurenca na trgu dela visoka, da se je potrebno boriti in da v bistvu že za vsako neko družboslovno delovno mesto se prijavi vsaj 500-600 kandidatov. V novomeški gimnaziji od leta 2010 deluje podjetniški krožek, hkrati pa poskušajo vsebine podjetništva vnašati v pouk. Kitičeva poleg priprave tokratnega dogodka vodi krožek. V podjetniškem krožku smo letos začeli nekako z pospeševanjem networkinga. Mi se zavedamo, da veliko ljudi ima težavo pristopa do drugih ljudi, zato smo se udeleževali približno 2 meseca dogodkov velikih, kot so Gazele, Start Cloud od Kekovnika. Namen je bil, da moji dijaki dobijo kontakte, se pravi, da pristopijo do podjetnika, se predstavijo, povedo iz kje so in da pripravljamo Startup Weekend. Lahko ponosno povem, da 2 člana današnje komisije sta v bistvu zaradi tega tudi tukaj, ker so jih naši dijaki povabili. Druga najboljša je bila skupina, ki se je spoprijela z izzivom, kako povečati prepoznavnost dobrodelnega projekta Podari malico. Nagrajena pa je bila tudi aplikacija e-skiing, ki uporabniku omogoča beleženje presmučenih kilometrov in obiskov smučišč. Toliko smo za vas pripravili v tokratni oddaji. Vabljeni v našo družbo vnovič prihodnji torek ob isti uri. Vsebine pa si lahko ogledate tudi na naši spletni strani vaskanal.com. Lahko noč.